Sem Žan Lep, socialni psiholog, ki se ukvarja s tem, kako ljudje razmišljajo in se odločajo v povezavi z različnimi vsakodnevnimi vprašanji. Odločanje ljudi je seveda zelo kompleksno in presojati, a je dobro ali slabo, je težka naloga, ki jo v psihologiji razrešimo tako, da razmišljamo o kakovosti odločitve z vidika tistega, ki odločitev sprejema. Torej, če je odločitev vodila k nekim izidom, ki so pozitivni za človeka, ki se odloča, je ta odločitev dobra. Če je racionalna ali ne, pa bi lahko ocenjevali tudi drugače. Najtežje je to, da na to odločanje vplivajo številni dejavniki, tako tisti znotraj človeka, naprimer njegova prepričanja, njegove želje. In vse to je seveda pod vplivom tudi nekih družbenih dejavnikov. Vsako odločanje poteka v kontekstu in pogosto bi se ljudje odločili drugače, če jim življenje ne bi postavljalo nekih omejitev, če ne bi bili pod mogoče celo kvarnimi vplivi, in tukaj se odpira prostor, kako spreminjati to okolje, v katerem se odločamo, da lahko ljudje sprejmemo odločitve, ki bi jih radi sprejeli. Največji izziv se mi zdi to, da postaja družba vse bolj razdeljena, rekli bi polarizirana, torej da ne najdemo nekega skupne točke glede praktično nobene od pomembnih tem, ki se v družbi odpirajo, in to nam po eni strani onemogoča nek napredek k skupnim ciljem, če sploh ne vemo, kaj skupni cilji so. Na drugi strani pa prinaša tudi številne negativne posledice, naprimer za to, kako se počutimo sami o sebi, kako mislimo o svojih sodržavljanih, o drugih ljudeh, s katerimi prihajamo v stik, kar potem za sabo povleče vse več sovražnega govora, vse večje nasilje, zavračanje drugače mislečih. Nekateri od naših raziskovalnih rezultatov so precej obetavni v smislu, da ljudje polarizacijo pogosto precenjujemo, da v resnici ni tako grozno, kot se nam zdi, in v tem smislu preverjamo neke tudi eksperimentalne spremembe, torej kako ljudem bolje predstaviti dejansko stanje, da bi jim na ta način dali možnost, da popravijo tudi svoje prepričanje in zaznave in se odločajo bolj v skladu s tem, kaj je dejansko mišljenje v družbi, in ne to, kar mi mislimo, da bi drugi naredili. Ko raziskujemo odločanje, posebej v povezavi z nekimi resničnimi ali pa perečimi družbenimi izzivi, sam sem raziskoval naprimer odnos ljudi do cepljenja, ali pa zdaj raziskujemo precej neko politično odločanje ali pa odločanje na področju nekega trajnostnega ravnanja, je vedno težava v tem, da so te teme ideološko nabite, da torej si je preprosto zamisliti, da se deluje v nekem interesu, ki ni samo čist znanstveni interes. In v tem smislu jaz razmišljam o svojih naročnikih, čeprav me za to neposredno ne plačajo, v smislu nekih odločevalcev, ki želijo družbo izboljšati, jo peljati v neko smer, ki bo zagotavljala večje blagostanje za vse nas. Seveda pa se je treba zavedati, da so lahko ugotovitve na področju tega, kako spreminjati prepričane ljudi, kako jih spodbujati v neko odločanje v neki smeri, lahko tudi zlorabljene, naprimer v neke ekonomske interese, ali pa v resnici tudi strani odločevalcev, ki bi želeli poudarjati neko sovraštvo v družbi ali pa delati družbo še bolj razklano. Tudi tukaj imamo različne poglede. Nekateri zagovarjajo, da altruizma v neki čisti obliki ni. Številni izsledki kažejo, da ljudje tudi takrat, ko bi to pričakovali od njih, niso sebični, tako da je resnica verjetno, kot je v psihologiji pogosto, nekje vmes, in je v tem smislu bolj pomembno razumevanje nekih dejavnikov, ki prispevajo k temu, da se bo človek v dani situaciji glede neke specifične tematike odločal bolj altruistično ali pa bolj sebično. Umetno inteligenco vidim predvsem kot orodje, ki je mogoče malce širše uporabno kot kakšno drugo orodje, s katerim smo prišli v stik, in na ta način samo po sebi ne more biti grožnja, priložnost pa samo tako daleč, kot smo jo mi sposobni uporabiti za dobre in smotrne namene. Res pomembno se mi zdi to, kako ljudje sami zaznavajo
recimo temu političen prostor, kako torej sopostavljajo svoj odnos do različnih družbenih vprašanj, zato ker mislim, da je trenutna delitev recimo na leve in desne preveč poenostavljena in razumevanje te kompleksnosti bi nam lahko omogočalo, da z ljudmi komuniciramo predvsem o tistih temah, kjer obstaja več soglasja na boljši način. Čeprav se sliši to kot floskula, bi mu svetoval to, kar so nam svetovale že generacije pred tem, da naj se torej odloči po svojih zanimanjih, zato ker če bo študirala nekaj, kar jo bo veselilo, bo v tem bolj verjetno uspešna, bo v tem uživala. Sploh zato, ker se družba tako hitro spreminja, da ne vemo, a bomo delali dolgo, a bomo delali krajši čas, a se bodo odpirale priložnosti na nekih področjih, ki mogoče zdaj niso izpostavljena. In v tem smislu se mi odločanje glede tega, katera delovna mesta so dobro plačana danes ali pa za katera se nam zdi, da bodo dobro plačana čez 3 leta, ni najbolj smiselno. Vsak človek je politično bitje, vprašanje pa je, kako definiramo to političnost. Mogoče sicer ne bodo glasovali na volitvah, ne bodo kandidirali ali pa se udejstvovali v nekih strankarskih sistemih. Vidimo pa vsak dan, da mlade neke pomembna vprašanja skrbijo, da se udejstvujejo na druge načine. In mislim, da v tem smislu bodo mladi našli nek način, da družbo v prihodnje spreminjajo v smer, ki bi radi sledili. Vidim se v bistvu tukaj, kjer sem zdaj, torej v predavalnici s študenti, ki prinašajo neke nove vpoglede, s katerimi se odpirajo zanimive diskusije, ki informirajo tudi moje raziskovanje, in potem v laboratoriju, v pisarni, kjer razmišljam o tem, kaj mi govorijo odgovori ljudi, s katerimi sem se pogovarjal v okviru svojih raziskav.